Torej, v tej zadnji sekciji vabim k predstavitvi kolegici Nino Ledinek in Ines Voršič, ki bosta predstavili prispevek o besedotvorju, torej nekako med besedotvorjem in skladnjo, to je prispevek, ki ste ga skupaj pripravili tudi s soavtorico Andrejo Žele. Kolegici, beseda je vaša. Torej, lepo pozdravljeni še v najinem imenu. Me veseli, da sem lahko v tej družbi. Torej, kakor je profesorica Stramljič-Breznik napovedala, bo vas kolegico Nino Ledinek predstavili prispevek, ki je nastal v soavtorstvu s kolegico Andrejo Žele in se nekako dotika povezave med besedotvorjem in pa skladnjo. Seveda nam je vsem tukaj prisotnim ta povezava v bistvu zelo jasna in zelo blizu, ampak bi s kolegicama želeli torej predstaviti to povezavo skozi kolokabilnost slovenskih glagolskih zvez s prišlovom in njihovo sistemsko pretvorbo v besedne zveze, v katerih se druži pridevnik s samostalniškim jedrom. Torej, osnovni namen našega prispevka je prikazati družljivost besednih zvez, v katerih je samostalniško jedro izglagolsko in pridevniško določilo izprišlovno. Torej, če imamo primer, kakor so ga navedli, delati zunaj, netvorjeni glagol in netvorjeni prišlov, lahko strukturiramo besedno zvezo zunanje delo, se pravi, dobimo tvorjeno samostalniško jedro, ki ima ob sebi oziroma pred seboj tvorjeno pridevniško določilo. To pridevniško določilo pa je tvorjeno iz netvorjenega prišlova. Bi lahko rekli torej, da ima naš prispevek nekako dvodelno zasnovo in sicer nas na besedotvorni ravni zanimajo sistemske tvorbene zmožnosti izbranih netvorjenih glagolov in prišlovov, ki so motivirajoči za nadaljnjo stopenjsko tvorbo v slovenščini. Na drugi strani skladenjske ravni pa nas zanimajo seveda skladenjsko-pomenske lastnosti tovrstnih besednih zvez, in na primeru izbranih izhodiščnih glagolov s prišlovi, ki strukturirajo tipične samostalniške zveze s pridevniškim določilom, bi rekla znotraj bolj ali manj ustaljenih besednih zvez, tako prikažemo na eni strani besedotvorne in pa na drugi strani skladenjske zmožnosti slovenščine. Prispevek je nastal v okviru projekta Kombinatorika besedotvornih obrazil v slovenščini, ki ga, bi rekla, uspešno vodi kolega Boris Kern, kar pa nekako tudi pomeni, da je naš temeljni učni vir pravzaprav besedno-družinski slovar slovenskega jezika, poskusni zvezek za iztočnice na B, ki ga je leta 2004 izdala profesorica doktorica Irena Stramljič-Breznik. To je naš, bi rekla, osnovni leksikalni material, ki smo ga pa v okviru projekta dopolnili z besediščem iz slovenskega oblikoslovnega leksikona Sloleks, potem z besediščem iz korpusa Metafida in pa potrditve smo iskali tudi v temeljnem razlagalnem slovarju slovenščine SSKJ2 oziroma slovarju slovenskega knjižnega jezika. Po digitalizaciji in prestrukturiranju v bistvu podatkov iz besedno-družinskega slovarja, ki smo ga dobili torej v tabelarnem formatu, primernem za jezikoslovno analizo, smo se s kolegicami torej osredotočile na pridobivanje podatkov o frekvenci rabe, o distribuciji in pa predvsem torej o kombinatoriki priponjskih obrazil. Potem pa smo primere, torej te informacije, podatke, ki smo jih dobile, poskušale potrditi v bistvu tudi na osnovi drugih gradivnih virov, ki sem jih že omenila.
Če lahko predstavim nekaj splošnih besedotvornih zmožnosti torej glagola v slovenščini, kot se torej odražajo na osnovi gradiva besedno-družinskega slovarja, ki vsebuje torej iztočnice na B, v bistvu ugotovimo, da je najdaljši pripomočki niz pri tvorjenkah iz glagola 5 pripomočki, vendar pa najdemo torej s 5 priponami pravzaprav samo 2 primera. Najobsežnejši oziroma najbolj produktivni bi bilo pravilneje reči so dvopripomočki glagolski nizi oziroma pripomočki nizi in 3 pripomočki nizi, ki so pa v bistvu, ki jih je več kot polovico manj, približno za 400 manj. V še manjši meri potem sledijo 4 pripomočki nizi. Skupaj pa najdemo v besedno-družinskem slovarju torej kar 1111 različnih pripomočskih nizov. Obravnavanih je bilo 1397 tvorjenk, od tega pa jih je 67% dejansko potrjenih tudi v korpusu Metafida. Kar se mi zdi v tem trenutku potrebno izpostaviti, je v bistvu vrednost predponskih obrazil pri glagolu. Namreč predponsko obrazilo povzroči preusmeritev pomena netvorjene podstave in dejansko predponska obrazila odpirajo širšo možnost tvorbe drugotnih izglagolskih in pa nadaljnjih izglagolskih tvorjenk, kar se lepo vidi na dodanih primerih, kot so izbiralen, razborljivost, prebrisanček in tako naprej. Zgolj za primer torej podajam kombinatoriko netvorjenega glagola brati, na katerega se potem priponja torej samostalniško priponsko obrazilo ač, tako da dobimo berač. Dejansko je med najproduktivnejšimi samostalniškimi priponami recimo ničto obrazilo, ampak je dejansko ta, bi rekla, ta prikaz tako razvejan, da bi bil za današnjo predstavitev enostavno preobsežnejši, tako da smo vzeli en tak recimo temu manjši primer, ki pa vendarle v bistvu izkazuje tudi 4 stopnje oziroma 4 pripomočki niz. Poudariti je treba tudi, da so v ta prikaz pravzaprav zajete samo tvorjenke, ki so dejansko potrjene tudi v Metafidi. Hipotetično bi torej bile mogoče še kakšne druge, ki pa niso imele potrditve. Torej, če imamo netvorjen glagol brati, dobimo vršilca dejanja berač in pa nadaljnjo štopenjsko tvorbo uberačiti oziroma ki ima nekako pomen ravnanja, kar preide na to v samostalniško tvorjenko s pomenom dejanja, torej beračenje. Manj produktivne so recimo še višje stopenjske izglagolske tvorbe tipa beračevati, od koder lahko potem tudi dobimo beračevanje. Potem se da izpostaviti ob berače tudi feminativno tvorbo recimo z priponskim obrazilom ica, recimo beračica, tudi beraček s pomenom manjšalnosti in pa v okviru modifikacijske tvorbe tudi še manjkrat potrjene primere, kakor so recimo beračon, beračun, se pravi s priponskimi obrazili on, ki imata nekako oznako večalnosti, pa hkrati v slovenščini tudi slabšalnosti. Morfemski sestav ač plus ija je tudi tak tipičen primer, pri katerem bi lahko govorili dejansko nekako o metonimičnem pomenskem premiku iz v bistvu dejanja na mesto oziroma prostor dejanja. Tak tipičen primer je recimo kovač, kovačija.
Potem spremenjeno obrazilo štvo, ki nastane v bistvu po druženju ač in štvo, nam daje v bistvu pomen, ki izhaja iz, torej pomen dejavnosti, ki izhaja iz nosilca dejavnosti. Torej v nadaljnji stopnji pa so pogostejše iz pridevniške tvorjenke iz samostalnika nastalega iz glagola, torej beračev, beračevski in pa tudi beraški. Največkrat potrjene so ravno pridevniške tvorjenke, ki izražajo svojilne pridevnike in pa pridevniške tvorjenke, ki izražajo vrstne pridevnike, iz katerih so izpeljavni potem tudi prislovi s pripono o in pomenom načinovne okoliščine, recimo bahaško se obnašati ali bahaško ravnati. Še en tak primer je recimo na hitro, da ne bom predolga, ker mora priti na vrsto še kolegica, ne? Se mi pa zdi dober primer za tisto, kar sem na začetku izpostavila, kako močno vrednost imajo pravzaprav predponska obrazila, ki dejansko ponudijo potem širše možnosti za višjestopenjsko tvorbo. Če imamo torej buditi in pridamo predpono obuditi, potem hitro dobimo obujevalec ali pa recimo boleti, oboleti, obolevati, obolevanje, obolevan, obolevnik, obolevnica, obolevnost in pa iz nosilca lastnosti, torej tudi obolevniški. Tule na kratko samo še en primer, ko se na netvorjen glagol v bistvu priponja pridevniško obrazilo in daje nekaj manj možnosti kot recimo tisto samostalniško obrazilo, lahko pa imamo torej bahati se, bahav, bahavec, bahavka, bahavost in pa tudi bahavo se obnašati, torej prislov. Zdaj bi pa predala besedo kolegici. Tako, še nekaj podatkov o distribuciji in pa tipični kombinatoriki priponskih obrazil pri izprislovni tvorbi. Zdaj, v zvezi s prikazom kvantitativnih značilnosti izprislovnih tvorjenk bi uvodoma rada povedala, da se v besednem družinskem slovarju pojavlja samo en netvorjen prislov in to je blizu in ta je potem izhodišče za nadaljnjo tvorbo 50 večpriponskih tvorjenk. In glede na specifičnost vzorca, ki pa je seveda posledica enotne metodologije raziskave za vse besedne vrste, smo opravili enako raziskavo, seveda podatkov ne gre neposredno posplošiti na izprislovno tvorbo kot tako, so pa kljub vsemu pomenljivi. Zdaj, izprislovna tvorba je načeloma redka, nadaljne raziskave smo opravili na širšem gradivu, zato ker je strojna ekstrakcija besedotvornih verig pri prislovu dala razmeroma slabe rezultate. Zdaj, za začetek nekaj zelo osnovnih statističnih podatkov. Najdaljši besedotvorni oziroma priponski niz pri izprislovni tvorbi šteje 4 pripone. V besedno-družinskem slovarju se pojavlja 50 različnih besedotvornih nizov in vsak je potrjen z natanko eno tvorjenko, kar je zelo nenavadno. Načeloma je pričakovano, da tudi pri za izprislovno tvorbo velja, da netvorjen prislov je načeloma izhodišče zlasti za dvopriponsko kombinatoriko, tak delež je 50%, pri tripriponski ta delež pade že na dobro tretjino, drugih je pa manj. Tudi tukaj je zelo značilno za 2/3 izprislovnih tvorjenk velja, da imajo vmesno sestavljansko stopnjo in tudi tukaj se zdi, da ta predpona zelo razpre možnosti za nadaljne tvorjenke. Kar se tiče besednovrstne pripadnosti, pa velja, da pri izprislovni tvorbi z nadaljno tvorbo dobimo v glavnem samostalnike, torej v 50% deležu približno, v
malo manj kot tretjinskem deležu dobimo pridevnike in prislovi in glagoli pri izpristolovni tvorbi so pa nekoliko redkejši. Tudi za prislov smo naredili enake kombinatorike. V besedno-družinskem slovarju je najpogostejša kombinatorika s prvim glagolskim priponskim obrazilom in tukaj vidite, da je en tak primer kar lepo razvejan. Še bolj običajno, bi pa rekla, še bolj produktivn v smislu, pri koliko netvorjenih prislovih se pojavi, se izkazuje, je pa pravzaprav kombinatorika s prvim pridevniškim obrazilom. Tukaj imamo en primer, pri katerem netvoren prislov načeloma gre večinoma za prislove kraja in časa, v nadaljnji tvorbi pridobi najprej obrazilo pridevniško ni, ki nekako vrstni pomen določa. Ta je pa izhodišče za drugostopenjske samostalniške tvorjenke z priponami z različnimi besedotvornimi pomeni. Največkrat gre za pomen človeka oziroma predmeta kot neke nosilce lastnosti, lahko kot sama lastnost, na primer ost, besedotvorni pomen kraja oziroma mesta dejanja. Lahko pa dodatna kombinatorika, tukaj vidite ta primer ik in ov, omogoča tudi tvorbo tretjestopenjskih tvorjenk s svojilnim pomenom. Samo na kratko še besedotvorje, torej je konec. Samo povem, da smo ugotavljali tudi, kakšne so sistemski prehodi med torej zvezami glagola, ki ga določa prislov, in samostalnika, ki ga določa pridevnik, in taki sistemski prehodi se zelo dobro vidijo. Nekaj primerov je na prosojnici, sicer boste pa več o tem prebrali v prispevku. Mislim, da tako. Hvala lepa.